Naslednja pa bo nam svojo zgodbo predstavila Nada Serajnik-Staka, ki je s pomočjo Univerze za tretje življenjsko obdobje nekako našla način, kako lahko po upokojitvi z izobraževanjem in s prostovoljstvom izboljša svoje življenje in vrača svoje znanje v družbo. Pozdravljeni, Nada. Lep pozdrav vsem. Torej, povejte, zakaj ste se po upokojitvi odločili, da se vključite v programe Univerze za tretje življenjsko obdobje? Še preden sem se upokojila, sem v bistvu vedela, da nekaj bo treba početi, zaradi tega, ko se upokojiš, nenadoma pristaneš nekje na robu družbe. Nihče te več ne potrebuje, se sami vemo, kako ta svet deluje na osnovi interesov in povezave, ki jih imaš samo mnogokrat ravno na raznih teh ozkih krogov, družine, ožji znanci, prijatelji. In zdaj, ko poslušam filantropijo pred mnogimi leti, bi verjetno prišla na filantropijo, če ne bi me potegnila moje veselje do narave oziroma do vrtnarjenja. In po nekem spletu okoliščin sem v botaničnem vrtu spoznala gospo dr. Dušano Pindansen in njeno sodelavko Tamaro Jere. Bilo je pač eno predavanje te slavne najstarejše krajinarke Jude Krulc o vrtovih in mene so vrtovi, posebno krasni vrtovi, vedno zanimali, ampak to je bila priložnost, ko je prvič dala besedo Univerza za tretje življenjsko obdobje, predvsem pa je bilo tam govora o možnem prostovoljstvu v zvezi z naravo. No in omogočili so mi, da sem pravzaprav sredi šolskega leta prišla v en program, v hortikulturni program, no in enostavno potem se je to samo odpiralo. Trenutno sem v dveh programih, eno je zgodovina vrtov in oblikovanje vrtov, drugo je pa naravno vrtnarjenje, ker že sama vsaj 30 let vrtnarjem na čim bolj ekološki način, tako da sem zdaj v zadnjih 2 letih se predvsem seznanjala z tem permakulturnim vrtnarjem. Tako da, ko se tako malo sprašujem, je pravzaprav zelo zanimivo, celo življenje sem, v izobrazbi sem družboslovka, celo življenje sem svojo kariero delala na družboslovnem področju in zdaj sem zajadrala na naravoslovno področje. In tako rekoč ni bilo kaj dost za razmišljati, ko se je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje ponudila možnost tudi oblikovanja tako imenovanih vrtnih prostovoljcev. Tretja univerza namreč je že vzgojila, če tako lahko rečem, ali nekako usposobila s pomočjo pristojnih organizacij tako imenovane bolnišnične prostovoljce, potem prostovoljce, ki pomagajo v muzejih, no in ta zadnji korak je bil tako imenovani vrtni prostovoljci za pomoč v botaničnem vrtu. No in jaz sem, tako kot sem na začetku že povedala, bila pravzaprav v tej prvi skupini, to zdaj 4. leto sodelujemo z botaničnim vrtom. V bistvu so vse kolegice, ki smo takrat začele, še vedno sodelujemo in to se pravi, zapolnjujem svoj čas, trenutno, sicer zdaj imam že vnuke, ampak ob sami upokojitvi še nisem imela, tako da svoj čas sem na nek način zapolnjevala z tem, kar me je veselilo, to se pravi pridobivati neka določena znanja, ki sem jih potem dejansko lahko sama uporabila, ampak to me ni zadovoljevalo, zdelo se mi je, da moram na nek način nekaj vračati nazaj družbi. In z prostovoljstvom v botaničnem vrtu, to se pravi z mojim časom, energijo, delovnim prispevkom, se mi zdi, da lahko nekaj vračam družbi. Kakšna dela pa opravljate? To je v bistvu tudi kar strokovno delo. Ja, delo je v bistvu strokovno in šele, ko prideš tja, ugotoviš, kako noč ali pa kako malo veš, kljub samo, da cel čas si nekako z naravo povezan, da vrtnariš, da mnoge stvari, mnoge rastline
poznaš mnoge načine, kako oskrbovati. Kaj delamo? Zelo enostavna dela, pa vsem zahtevna. To se pravi pletje, pri pletju, če ne poznaš plevela, lahko narediš veliko škodo, ker botanični vrt je v bistvu inštitucija, kjer namensko gojijo tudi plevele, pa recimo invazivne rastline, zato da potem pristojnim, ne vem, komunali ali učiteljem, pač tistim, ki to znanje morajo imeti, predstavljajo, to se pravi, ali zalivanje rož, ali presajanje rož, ali pletje. Jeseni je neskončno veliko grabljenja listja. Potem botanični vrt ima rastlinjak, tropski rastlinjak, to je edini del vrta, kjer obiskovalci morajo plačati vstopnino. To se pravi, mora nekdo biti tam, da pobere pač ta sredstva, da daje informacije. Na voljo je polno neke literature, ki jo je možno kupiti. Na voljo so različni izdelki v vrtu, predvsem semena, sadike in podobne stvari. To se pravi, vse te stvari pomagamo. Ne nazadnje treba vedeti, da v botaničnem vrtu je zaposleno 6 ljudi. V vrtu je neskončno veliko dela in nikakor tega dela ne bi zmogli brez prostovoljcev. No in zanimivo je to, da poleg prostovoljcev, ki smo prišli oziroma še prihajamo preko Univerze za tretje življenjsko obdobje, prihajajo tudi ljudje, ki so ali obiskovalci vrta ali živijo nekje v soseščini, predvsem ženske, ko se upokojijo in seveda to, da je v bistvu prihajamo iz 2 virov, ampak se srečujemo pri istem delu in delamo pod mentorstvom vrtnarjev na samem vrtu. Kaj pa izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kako ti programi potekajo oziroma kako se mogoče razlikujejo od tistih nekih rednih programov izobraževanja za mlade? No, jaz imam izkušnje s temi 3, ki sem jih omenila, čeprav priznam, da bi se rada udeležila še kakšnega, ampak enostavno ti čas ne dovoljuje vsega, tudi zato, ker vsaj enkrat na teden želim delati v botanični vrt. Programov je izredno veliko in mislim, da, kako bi rekla, nivo znanj, ki jih tam pridobiš, je močno odvisen od samih predavateljev, torej kakšen nivo znanja želijo podajati. Še bolj pa se mi zdi, da je odvisno od samih slušateljev in zanimivo je, da se mnogokrat ne zadovoljivo samo za nekim površinskim znanjem, ampak želimo imeti tudi podrobnejše razlage in dostikrat povezane z nekimi praktičnimi prikazi. Recimo pri tem naravnem vrtnarjenju ne sedimo samo v predavalnici, ampak imamo vrt v Fužinah in zdaj v spomladanskem času v bistvu delo poteka na vrtu. Nekaj slikic je tamle. Dobivamo se, to se pravi učna ura, tako rekoč poteka na samem vrtu, kjer smo vse od samega rahljanja do sejanja, do vzgaje različnih vrtnin, do pobiranja pridelka. No in zanimivo je, da se ravno pri takih delu, da to ni razred kot razred, ko prideš in greš, ampak da se v bistvu ljudje med seboj kar povežejo in se potem tudi družijo. No in lani je bilo tako, da so kolegice, ki so ostale poleti v Ljubljani, nadaljevali vsak torek ob času, ko imamo sicer redni program, so se srečevali na tem vrtu v Fužinah in potem oskrbele vrtiček, potem se pa usedle v senco, ker je to ta vrt nekje v bližini vrta ene od naših kolegic. No, potem so pa nadaljevali z drugimi aktivnostmi, kot recimo zlaganje škatlic, zgibanje papir za različne, različne namene, od vizitk, okrasnih embalaž za darila in podobne zadeve. Skratka, ženske so se družile celo poletje. Do jeseni spet nadaljevali.
Zanimivo je bilo tudi to, recimo pri tem programu, da sva dve tudi vztrajno dokumentirale, oziroma jaz sem začela dokumentirati vse, kar smo delale. Ta kolegica pa potem nadaljevala in preko poletja, ker mene preko poletja ni bilo v Ljubljani, to spravila in tak simpatični video, in ko smo dokumentirali naše celotno leto druženja in tudi tega uporabnega vrtičkanja. Torej ste informacijsko tudi kar podkrepljene z znanjem? Ja, pač nekaj smo pustili za seboj, no. Je bilo prijazno za vsako od nas. Mislim, da bo lepo videti čez čas. Nas bo spominjalo na ta čas, ko smo bili skupaj in kaj smo pač naredili. Zdaj pa za konec nekaj ste že omenjali, v bistvu tudi družbeni vidik vaših dejavnosti, izobraževanja in prostovoljstva. Pa me zanima še, zakaj po vašem v današnji družbi dobro nekako skrbeti za aktivno preživljanje starosti in tudi s tem za neko medgeneracijsko sodelovanje? Ja, jaz sem pač očitno takšen človek, da ne znam biti primer in se mi je zdelo, da enostavno moram z nečem nadaljevati. Večkrat rečem, da ljudje pač ne smemo upokojiti glave, zaradi tega, ker se zelo hitro lahko zgodi, da se upočasniš, poleniš, obsediš in tako naprej in potem se začnejo vse toliko težave. To ni edina stvar, ki jo počnem, da nadaljujem svoje strokovne področje še naprej. Ampak skratka, to me zelo veseli in se mi zdi, da me zelo navdihuje in mi je dalo čez neke nove dimenzije. Se mi zdi, da tretja univerza je v bistvu zelo razširjena, ampak kljub samo še premalo. Ne vem, kaj bi rekla. Mislim, da bi treba v bistvu bolj popularizirati, verjetno so neke omejitve kadrovske, finančne, prostorske, ampak kljub samo mislim, da lahko človek prav zacveti, zaradi tega, ker delaš na stvarih, ki te zanimajo in odkrivaš stvari, za katere pravzaprav nikoli nisi imel časa prej. No, ampak meni se zdi zelo pomembna ta dimenzija, da nekaj daješ nazaj družbi, da ne samo, da v bistvu skrbiš za samega sebe, za to, da si psihično in fizično ohranja svojo kondicijo, ampak da enostavno nekaj nazaj prispevaš v družbi. Hvala lepa. Torej bi se v univerzo za tretje življenjsko obdobje morda lahko vključilo še več ljudi. Kakšno pa je v bistvu to poslanstvo in kako ga izpolnjujejo, nam bo zdaj povedala še dr. Dušana Findeisen. Pozdravljeni vsi skupaj. Poslanstvo univerze za tretje življenjsko obdobje, mislim, da nam je bilo jasno od samega začetka. Pričeli smo pred 30 leti. V bistvu smo začeli z nekim študijskim krožkom. Jaz sem v tistem času profesorica francoščine in imela sem neko skupino, s katero sem potem lahko razvila izobraževanje z francoskega jezika v posebnem programu za kulturo in za razumevanje starosti in staranja. In tako je polagoma s mnogimi raziskavami potem nastala tudi univerza za tretje življenjsko obdobje. Jaz bi se raje kot na vse drugo, mogoče bi povedala to, da je danes iz tiste neke majhne zamisli, kot se vedno dogaja v nevladnih organizacijah, zraslo pravzaprav najprej neko gibanje, zdaj pa 46 univerz v 45 krajih po Sloveniji. Po statistikah Eurostata smo zdaj na prvem mestu po udeležbi v izobraževanju starejših, kar ni malo, ampak za nami je zelo dolga pot. In vedno smo imeli v mislih poslanstvo. Torej, ne gre za društvo, gre za resnično nevladno organizacijo, ki ima svoje družbeno poslanstvo. In naše poslanstvo je bilo pravzaprav preprosto. Boljšati življenje starejših ljudi ob pomoči kulture in izobraževanja. Torej, na prvem mestu je šlo za položaj starejših ljudi v družbi
za dejavno staranje že v tistem času in pa vemo, da ni dejavnega staranja, če ni povezovanja z drugimi generacijami. In to, kar smo želeli, je ustvariti okoliščine, ustvariti neko strukturo, kjer bi bilo normalno nadaljevanje življenja mogoče po upokojitvi. Začeli smo v času, pravzaprav v industrijskih časih, ko se je življenje ostro delilo na posamezna obdobja. Danes je tudi situacija v družbi drugačna in so te ločnice med obdobji zabrisane. Ampak takrat je pomenilo, da ko je šel človek v pokoj, ponavadi zelo zgodaj, malo več kot 55 let so imeli ljudje, je lahko pozabil na vse, kar je znal in vedel. Vse, kar mu je bilo na razpolago, so bili, kot so zapisali moji takratni študentje, bifeji in pa izleti. Situacija se je zelo spremenila v Sloveniji in tega se verjetno običajno ne zavedamo, ker preprosto živimo s tem enako na področju prostovoljstva. Zdaj pa, če se vrnem k temu, kar je kolegica povedala, mi smo z organiziranim prostovoljstvom v povezavi z izobraževanjem pričeli leta 2006, se mi zdi. Izhajali smo iz tega, da je pravzaprav cela univerza zrasla na prostovoljstvu in na povezovanju generacij. Mislim, da smo 2 leti delali povsem prostovoljno, vlagali svoj denar, vlagali svoj čas in postavljali to organizacijo na noge. Leta 2006 pa smo bili v nekem evropskem projektu in želja je bila, da usposobimo kogarkoli že za dejavno državljanstvo. In takrat smo se rekli, treba je narediti nekaj, kar bo dalo izobraževanju starejših neko javno, večjo javno vrednost, da bo to izobraževanje bolj priznano. In priznano je lahko na kakšen način, če se povežemo z javnimi inštitucijami, ki že imajo svoj status v družbi. In potem izobražujemo osebje teh inštitucij z področja prostovoljstva, in tu smo sodelovali s Slovensko filantropijo zmeraj, z področja prostovoljstva in pa na tematskem področju posamezne ustanove. In tako so se začeli kulturni mediatorji v slovenskih muzejih, pa potem kulturni mediatorji v bolnišnici, pa kulturni mediatorji, vrtni prostovoljci v botaničnem vrtu v Ljubljani. Zdaj se širimo tudi na posamezne nevladne organizacije, ki se obračajo na nas, ampak zmeraj ustvarimo programsko sodelovanje, povezavo med izobraževanjem naših študentov in pa delom v posameznih ustanovah ali organizacijah. In mene zelo veseli, gospa Serajnik, da ste našli, da ste lahko razširili svoj ozek družinski okvir v javni prostor. Naš cilj je bil omogočiti starejšim ljudem po upokojitvi, da vstopijo v javni prostor. Kajti koga ni v javnem prostoru, tega tudi ni, niti v socialnem, niti v ekonomskem razvoju. Najlepša hvala.